Zdaj pa vidim, da se nas je kar že nekaj nabrali. A me vsi v redu slišite, vidite, vse okej? Tako. Ja. Drage dijakinje, dragi dijaki in vsi ostali radovedni in vedoželjni obiskovalci, lepo pozdravljeni na dogodku Ekonomija za radovedne, ki ga Ekonomska fakulteta organizira v sklopu Evropske noči raziskovalcev. Zdaj, delo raziskovalca na kateremkoli področju je zelo pomembno. Z njim odkrivamo nove tehnologije, patente, vzpostavljamo boljše odnose, bolje se organiziramo, rešujemo vsak dan nove izzive, vse z nekim namenom, da bi nam bilo bolje. In na Ekonomski fakulteti bolje pomeni bolje za ljudi, bolje za profit in bolje za planet. Preden zares začnemo, bi vas samo opozoril na to, da se ta dogodek snema, tako da če kdo ne želi biti viden na posnetku, naj si prosim ugasne kamero. Za začetek bi vam rad pokazal 3 res kratke videe naših 3 vrhunskih raziskovalnih projektov. Najprej nekaj, kar bi lahko raziskovali tudi z vami, dijaki. Kaj se dogaja, ko mlajši učite starejše? Zakaj to delate? Kaj vam je pri tem pomembno in kako bi lahko te ugotovitve koristile družbi v celoti? Zdaj pa mi dovolite samo sekundo, da delim svoj ekran in si bomo pogledali te 3 videe. Začnimo. Takole. V naši raziskavi proučujemo obrnjeno mentorstvo. Za obrnjeno mentorstvo je značilno to, da imamo opravka z mlajšimi mentorji in starejšimi mentoriranci. Zato smo v naši raziskavi proučevali psihološke oziroma še bolj konkretno motivacijske procese v ozadju pridobivanja novih spretnosti, tako pri mlajših kot starejših. Raziskave smo se lotili tako, da smo sklenili sodelovanje z projektom Simbioza. V tem projektu so se starejši učili od mlajših digitalnih veščin. Kar je bilo tudi pomembno za nas je to, da je projekt trajal kar nekaj dni, tako da so mentori in pa mentoriranci dejansko lahko vzpostavili nek dober medsebojni mentorski odnos. Ugotovili smo, da na pridobivanje spretnosti vpliva tako notranja kot zunanja motivacija. Vendar pa so kar precejšnje razlike pri mlajših in pri starejših. Pri mlajših smo ugotovili, da je bistveno bolj pomembna zunanja motivacija. Recimo to, kako vidijo, da jim bo sodelovanje v takem projektu koristilo tudi nadaljnje v karieri. Pri starejših pa je bistvena motivacija, ki izvira iz aktivnosti same, se pravi notranja motivacija. Ugotovitve naše raziskave lahko pomagajo kadrovskim strokovnjakom in vodjem. Za kadrovske strokovnjake smo podali smernice za oblikovanje programov obrnjenega mentorstva, ki naj bojo formalni, vključevanje vanje pa prostovoljno. Kar pa zadeva vodje, pa naj ti pri spodbujanju učenja spretnosti mladih poudarijo dvoje. Karierne učinke, na primer možnosti napredovanja in plačilo, in pa pozitivno vzdušje, ki je še posebej pomembno za tiste mlade, ki so manj prepričani v svoje sposobnosti. Kakšno vlogo ima obrnjeno mentorstvo, četudi v neformalni obliki? Lahko v teh dneh in mesecih pravzaprav opazujemo vsak pri svojem delu. Tako na primer nam, učiteljem, študenti podajajo svoje izkušnje in znanja v zvezi z uporabo različnih digitalnih platform, pa tudi snemanjem videoposnetkov. In podobno se dogaja v podjetjih, kjer mlajši sodelavci starejšim priskočijo na pomoč pri gradnji njihovih digitalnih spretnosti za boljše in učinkovitejše delo od doma. Tako, naslednjemu videu naj prisluhnejo predvsem vaši učitelji.
Kaj naj naredijo, če ugotovijo, da se nekdo v skupini dijakov izmika delu, da se šlepa, da blefira? Se ne vem, kakšen izraz se zdaj uporablja, lahko mi napišete v chat. Jaz pa zavrtim drugi video. Sekundo. Ste se že kdaj, ko ste delali v timu, bodisi v podjetju ali v šoli, srečali z družbenim izmikanjem? Torej s situacijo, ko en član ali članica tima v delo vlaga manj napora, kot bi ga, če bi delala individualno, na ta način pa bolj obremeni ostale člane? V pogovornem jeziku se je za ta pojav uveljavil izraz šlepanje. In zanimivo je, da je bilo družbeno izmikanje prvič preučevano že v zgodnjih 1880 letih, in sicer v igri vlečenja vrvi, kjer dve skupini ljudi vsaka na svoji strani vlečeta vrv in pri tem poskušata zmagati. Z Barbaro naju je zanimalo, kakšen odnos imajo študenti do družbenega izmikanja, ko pripravljajo skupinske seminarske naloge, in kako individualni dejavniki vplivajo na ta odnos. V raziskavi smo ugotovili, da študenti bolj negativno gledajo na družbeno izmikanje v dveh primerih. Če zavestno razmišljajo o moralnosti svojih dejanj in če so čuječni, torej usmerjajo pozornost v dani trenutek. Nadalje se je pokazalo, da stališča pozitivno vplivajo na študentovo namero o družbenem izmikanju v prihodnje, pri čemer je bil ta vpliv intenzivnejši pri tistih posameznikih, ki so zunanje motivirani. Ugotovitve iz najine raziskave bi koristile vsem, ki se soočajo s težavami povezanimi z izmikanjem pri timskem delu, kot so menedžerji ali pa učitelji. Na podlagi tega bi lahko predvsem razumeli izmikanje in pa seveda ga tudi omejili. Z vidika raziskovanja bi se želela, da bi v prihodnosti raziskovalci najine ugotovitve še nadgradili, bodisi da bi jih preverjali v drugih kulturnih kontekstih ali pa na drugih generacijah. Realno gledano se mi zdi, da bo to problem, ki bo ostal tudi v prihodnje, sploh zaradi pomena timskega dela, zato se mi zdi, da bo ugotavljanje, zakaj do tega pride tudi v prihodnosti, še vedno pomembno. Tako, vse veste, kaj je inovacija, kaj ne? In kaj ima lahko skupnega filmi, inovacije in raziskave. Počutite se kot doma, zdaj gremo v svet Marvelovih filmov. Zdaj vam samo sekundo. Takole bom. Zanima nas, kako podjetja, organizacije stalno znova in znova inovirajo. Vemo, da to je eden večjih izzivov, vemo, da je že vsaka posamezna inovacija povezana s tveganjem, ki izhaja iz tako imenovanega inovacijskega paradoksa. Tukaj sva dejansko z mojim prijateljem in kolegom z Norveške Arnejem Karlsenom nekako kritizirala v osnovi eno zelo uveljavljeno teorijo, Simontonovo teorijo, ki je na področju inovacij to, kar je Darwin
recimo na področju biologije. Skratka, njegova ideja je ta, da potrebujemo veliko količino idej, zato da potem tiste najboljše preživijo. Tretji sodelavec, to je Spencer Harrison iz INSEAD-a, prišel z idejo o Marvelu in filmski industriji. Igrali smo se z množico enih metod, od klasičnih, kvalitativnih, do tega, da smo zbrali 20.000 intervjujev z glavnimi ustvarjalci, do tega, da smo naredili vizualno abstrakcijo vsakega izmed filmov, se pravi, vsak film smo razbili na 20 enot, da smo videli, kakšen je vizualni podpis filma. Oni izhajajo iz stoletja intelektualne lastnine, ki jo imajo še iz svoje stripovske osnove, ne? In hkrati recimo redno uvajaš nove spremembe, ki jih oni recimo uvajajo z svojimi ključnimi ustvarjalci, to so režiserji. Oni pletejo neko inovacijsko vesolje, ki je v osnovi primerljivo s tem, recimo, kar dela, ne vem, IKEA ali pa kar dela Apple ali pa kar delajo vodilna, najbolj inovativna podjetja na tem svetu, ki se zavedajo, da je zgodba tista, ki prodaja in izkušnja tista, ki prodaja. Prav, ne gre za en izdelek, ne gre za eno izkušnjo, gre za to, da v bistvu postaviš uporabnika v nek kontekst in ga poskušaš čim dlje naslavljati in mu pač izpolnjevati njegove potrebe. Vsako podjetje, ki je odvisno od stalnega inoviranja in v bistvu, ki plete neko zgodbo, ki plete neko inovacijsko vesolje, se bo našlo v tej zgodbi. Ne upam se ravno napovedovati prihodnosti, ampak velik optimizem mi pa daje dejstvo, da je prva objava, ki je šla iz tega projekta, objava v Harvard Business Review. Na tej osnovi in tudi na osnovi dejstva, da mi nadaljujemo z raziskovanjem, da pač poskušamo razumeti tudi ostale organizacije, ki se trudijo znova in znova inovirati, upam reči, da nekaj pa bomo premaknili. Evo, vračamo se nazaj. Se lepo ne slišite, vidite, ok. No, lepo smo se ogreli. Zdaj pa nas čaka vznemirljivo srečanje v živo na Zoomu. Profesor dr. Aljoša Valentinčič bo skupaj z vami najprej ugotavljal, kaj imata nevroznanost in ekonomija skupnega. Preden pa predam besedo Aljoši, po koncu obeh predstavitev imamo za vas pripravljen en simpatičen kviz. Vsa vprašanja se bodo navezovala na vsebino predstavitev profesorja Aljoše in profesorice Darje. Tako da pozorno spremljajte in sodelujte. 5 srečnežev, ki bodo na vprašanja pravilno odgovorili, bomo namreč tudi nagradili. Imamo pa zelo simpatične nagrade, tako da se splača. Zdaj bi pa besedo kar predal Aljoši. Aljoša, izvoli. Hvala lepa, Miha, hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Me zelo veseli, da smo se v tolikšnem številu zbrali in kot je Miha napovedal, bom v tem številu skušal pokazati, na kakšen način razmišljamo takrat, kadar gledamo, kako ljudje trošijo svoj denar. In sicer skozi vidik tega, kar nam naši možgani pokažejo. Jaz bom zdaj delil ekran z vami, pa vas bom malo povabil k sodelovanju vmes. Najprej bom kar lepo zaštartal tole zadevo. Najprej dajmo si malo tole sliko gledati. Na mojem ekranu izgleda krasno, ampak kaj vidimo? Kar chat uporabite, ali pa kar mikrofon okropite, pa kar povejte. Optično prevaro. Ja, mislim prevara. A je prevara? Sklepam, da ste rekli to zato, ker se vrtijo krogci, ne? Ali zakaj? Ja, zgleda, da se vrtijo, ampak ga
če ne pogledaš, se ustav. Ko ga da bolj podrobno pogledaš, se kar ustavi, ne? Zakaj pa bi to lahko bilo tako? Zakaj se nam zdi, ker pogledamo, ker v resnici vse veste, če ga pogledate natančno, se ta vzorec ustavi, ne? In dejansko se nič ne giblje, to vam lahko vemo naprej, da ne. Tako da je bolj vprašanje to, zakaj se vidi, da se giblje? Zaradi možganov, naših možganov. Ja, kaj pa naši možgani pravijo? Bi lahko malo špekulirali. Zaradi predvidevanja. Ja, predvidevanja. Kaj pa predvidevajo naši možgani, da se bo zgodilo, ko gledamo tako sliko? Pa da vas zdaj malo napeljem, kje v naravi bi pa srečali take kroge, take like, kjer bi se izmenjevale svetle pa temne, pa svetle pa temne, pa svetle pa temne stvari. V bazenih v Atlantisu. V bazenih v Atlantisu, bravo, odlično. Zelo dobro. Samo to je še malo starejše kot bazeni v Atlantisu. Dajmo iti malo v pradavnino še. Kje v naravi bi v pradavnini srečal take vzorce? In bi pol tudi videli, da se dejansko premaknejo take vzorce. No, ko smo bili še živeli v stepi, bila visoka trava, je bilo zelo nevarno hoditi po tej stepi, ker je bilo en kup živali še v tej stepi. In če nisi pravočasno prepoznal vzorcev svetlo, temno, svetlo, temno, svetlo, temno, ki so na videz bili na meru, in si prišel preblizu, so bili naenkrat, evo, imamo pravi odgovor, Tilen Kramer, zavijte kače. Bravo, Tilen. Zdaj bi se tale kača, evo ja. Tole je bil problem. In ljudje, ki niso prepoznali tega vzorca, svetlo, temno, in niso prepoznali, da bo v naslednjem trenutku tale zadeva se premaknila, pa skočila, pa ugriznila, so umrli. Mi, ki smo danes tukaj zbrani na tem srečanju Evropske noči znanosti, smo vsi potomci tistih, ki so preživeli te srečanja, ki so videli vzorce svetlo, temno, ki so zaznali nevarnost in te nevarnosti umaknili. Ja? Tako da je vsem nam, ki smo danes tukaj, tale zadeva ostala v mislih iz v bistvu davnih časov. To sem vam pokazal. Zakaj? Zato, ker naši možgani na podlagi tega veliko stvari potegnejo in naredijo tudi v svetu, ki se sicer zdi, da je sodoben, v svetu elektronske komunikacije, v svetu računalnikov, v svetu naprav, v svetu denarja in tako naprej. Zdaj, če vam povem eno od teh sodobnih stvari, kaj delamo v ekonomiji. V ekonomiji razmišljamo o tem, kako ljudje potegnejo denar iz žepa, grejo na tržnico in kupijo banane, to je en razmislek, in drugi razmislek je, koliko so pripravljeni, kdaj so se pripravljeni odreči tem bananam na tržnici za naš denar. Ja, to je v bistvu vse, kar počnemo, in od tega potem prihajajo cela vedna v ekonomiji. V ozadju tega je še eno vprašanje, pa če vas zdaj vprašam, kaj je boljše imeti eno banano danes ali 10 banan čez pol leta. Kaj jim boste rekli? Malo zoprno vprašanje, je tako? Ker, če si lačen, pol je sigurno boš imeti banano zdaj v roki, pa jo pojesti, je tako? Če pa nisi lačen, pa lahko tudi malo potrpiš. In ko malo potrpiš, odvisno od lakote, ko malo potrpiš, potem lahko poješ tudi več banan. In zdaj tisti mehanizem, ki nam omogoča, da pridemo od ene banane do več banan čez čas, je običajno varčevanje. Pa dajemo pujska in potem čez čas dobimo več denarja, kot smo ga na začetku imeli. Ok? No, in to, kar jaz delam z mojimi sodelavci zadnje čase, je, da proučujem, kako te kače, ki so nam ostale v možganih iz starih časov, vplivajo na to, kako zapravljamo denar, kako kupujemo banane, kako razmišljamo o tem, kdaj bomo jedli, kdaj ne bomo jedli in koliko smo za take banane pripravljeni plačati. Zato, da to lahko naredimo, gledamo v možgane. Zdaj, kako gledamo v možgane? Najprej, da sam malo pojasnim, kako izgledajo ti naši možgani. To je taka pravzaprav naprava, ki ima noter
86 milijard kosov in tile koščki so tukaj na sliki narisani, to so nevroni, nevroni, to so celice v naših možganih. 86 milijard jih je, s katerimi naši možgani odločajo vsem, kar se zgodi okrog nas. Ja? Evo, celice so tele, ki jih tele gor vidite, vsaka taka celica izgleda takole, noter v naših možganih, tukaj noter dobivajo signale od zunaj in tukaj spodaj izdajo ukaze naprej. Ja? Na podlagi tega se zgodi vse okrog nas, vse, kar mi zaznamo kot ljudje okrog nas in še tudi tiste stvari, ki jih mogoče ne zaznamo. Zdaj, koliko je to? 86 milijard. To je približno toliko, kot je v našem okolici vesolja zvezd. Zdaj, to je naša galaksija in število je približno ta pravo, mi smo pa nekje tukaj, ne, v vesolju. Tako da je ena celica ustreza enemu soncu, eni zvezdi, tako da si mislite, koliko ogromnega materiala je spravljena v ene možgane. Za celo galaksijo zvezd. Še hujš je pa tole, da možgani ne samo, da so sestavljeni iz velikega kosa celic in so zato kompleksni, ampak imajo tudi povezave med sabo. Se ste videli, one žičke, ki so ven, te žičke so povezane še z drugimi celicami. Tako da je nekje vsaka celica približno povezana z 10.000 drugimi celicami, tako da je potem vseh teh povezav v naši glavi približno, to sploh ne znam povedati, koliko je s besedami, ampak 10 na 15 ničel. 10 z 15 ničlami je povezav. Kaj to pomeni? Toliko je v vsem vidnem vesolju zvezd, po ocenah. Tako da naši možgani so pravzaprav na zelo majhnem prostoru predstavljajo celo vesolje po številu. Zdaj, kako mi gledamo noter v možgane, eni kolegi delajo to z magnetno resonanco, s magnetno resonanco naredimo tako sliko in potem vidimo, če vaši možgani v redu delajo, pa kako so sestavljeni. Tukaj desno je ena poškodba možganov tkapi in taki ljudje potem nekaterih nalog v zvezi z premikanjem in v zvezi z govorjenjem zelo težko opravljajo. Ja, torej, tako pogledamo, če so možgani ok. Če hočemo videti, kaj razmišljate, z enako napravo na majčkeno drugačen način pogledamo in veste tisto, kar rečejo, da se ljudem, ki razmišljajo, pa pol dobijo dobro idejo posveti v možganih. No, to delamo. To je to tukaj spodaj. In kadar razmišljate, se po možganih pretaka več kisika in mi to potem opazimo s to napravo in vidimo, da se vam je v bistvu posvetila žarnica v misli, kadar dobite kakšno dobro idejo. Ja. In zdaj, kadar vidimo, kje se ta žarnica posveti, vemo tudi, o čem razmišljate. Če se posveti žarnica, recimo tukaj gor kadar date hrano v usta, bo tale košček možgan tlele se posvetil. Čakaj sem, da svinčnik vzamem, evo, tukaj gor. Tale kost možgan se bo posvetil takrat, kadar boste dali nekaj v usta in boste začutili, hrana dobra ali ne. Prav posebej jezik ima tudi posebej svoje mesto, ravno tako tudi gor, zato ker jezik pokušamo hrano in moramo vedeti, ali je hrana strup ali ni. Tisti, ki smo danes spet tukaj zbrani, smo tisti, ki smo ta kost možganov čez tisočletja, stoletja dobro uporabljali in smo zaznali, ker smo dali strup v usta in ga ven plunili. Zato je ta center tako pomemben. Tole lahko bi vam šli tudi pogledati drugače s temi kapami na glavi, to tudi delamo in če hočemo vedeti, kdaj ste vi kaj videli, potem je ta naprava super ustrezna za te stvari in dejansko si z njo tudi lahko pomagamo. Pa dajmo zdaj narediti en eksperiment. Dajte zapreti oči za sekundo, jaz bom pa en zelo kratek video prožgal. Samo zaprite oči, je video, ampak zaprite oči, da boste mi znali povedati, kdaj se je zgodil en dogodek, če boste zaznali to. Ja, pripravljeni, zvočnik imate. Evo. Dobro.
A ne, da niste rabili, da ste ugotovili, kdaj je bil gol. Brez, da ste gledali, ste vedeli, da je bil gol. Ko so začeli ljudje tuliti. Ja? Torej, enako je s to napravo. Mi sicer ne vidimo, kaj je not, ampak takrat, ko vi razmišljate, teče po možganih več elektrike in to je isto, kot da bi vedel na glas zvočnike, pa bi pol naenkrat nekdo zatulil in zakričal. Vi bi vedeli, da se je nekaj zgodilo vmes. Ja? Joša, mislim, ni bilo glasa? Ja, nisem odkljukan pri sharingu zvok. Ampak, ja. Aha. A zavrtimo zdaj to še enkrat, ali kako? Lahko probamo, ja. Če ugasneš screen share, pa greš še enkrat shareat, pa odkljukaš obe opciji od spodaj za zvok in za sinhronizacijo frameov v videu. Jaz sem to prej testiral, pa je delalo, zdaj pa vidim, da... Takole, share computer sound, share video clip, ja. Dajmo še enkrat zdaj to probati. Ja? Zaprite oči. Zdaj je pa bilo, ne? Ja, zdaj je pa bilo. Ok, super. Torej smo vsi slišali, da so, kdaj so nogometaši dali gol, ne? To je enako kot takrat, kadar vi nekaj razmišljate. Mi sicer ne moramo videti noter v glavo, kaj razmišljate, pa s čem razmišljate, pa kako razmišljate. Vidimo pa, da nekaj razmišljate, zato ker takrat čez možgane teče veliko več elektrike kot sicer. In za to kapo mi to lepo zaznamo in tudi vidimo, kdaj točno se je udeleženec odzval na, ne vem, ker je nekaj videl ali pa nekaj razmišljal ali pa smo ga nekaj pohecali in kaj podobnega. Ja. Tole je bilo slišanjem, pardon. Zdaj pa, če hočemo pa videti, kam pa gledate, imamo pa drugo napravo, ker se mu reče sledilnik očem in ta sledilnik gleda, kam vi na sliki gledate. Ja, in naredi tak zemljevid, ki se mu reče heat map, spravi temperaturni zemljevid in tam, ki je rdeče, tam ljudje največ časa porabijo. Tam, ki je zeleno malo manj, tam, ki je rumeno pa nekje na sredini. Ja. Takole, potem tudi znamo zelo lepo povedati, koliko časa in v kakšnem vrstnem redu ste kaj pogledali. Ja. Torej, tukaj so, vidite, udeleženci sicer vsi gledali načeloma tele punce, ampak jih je pa zelo zanimalo, kaj se pa tukaj za to mizo dogaja, zato ker tole je bila ena večerja, ker so bili eni pomembneži in tlele oddalje so sicer skriti, ampak ljudje so to gledali. Ja, vidite, tako da tole in tole je tisto, kar mi želimo velikokrat videti. Zdaj, kdaj to želimo videti? Recimo takrat, kadar nas zanima, kako ljudje kupujejo zrezke. Ja, ker vsi rečejo, ja, vedno pogledam, kakšna je kvaliteta, pa manj na videz. Ampak v resnici vidimo, da ljudje vedno najprej pogledajo, kako zrezek izgleda in šele potem, kaj na nalepki piše. Ja. Takole ali pa tale, kaj tukaj vidimo? Dva, ki se boste lihar lupčkala. Ja, ne? To je tisto, kar je prva ideja, zato ker je fotka tako postavljena, da gledate vi v center, ne? In se strinjam, tukaj največ časa porabijo. Ampak zdaj pogledajte pa še ostale stvari. Poglejte, kam so še ljudje gledali. Pogledali so, kakšen prst ima, pa kakšen piercing ima, pa kakšno uro ima in celo tole tukaj spodaj, tole ne vem, če veste, če poznate, ampak tole je odtis blagovne znamke in menda je tako, da tisti, ki so fake, teh odtisov nimajo, tisti, ki so original, pa te odtise imajo. In ljudi očitno tudi v sceni, kjer se boste dva poljubčkala, pa saj razmišljajo o tem, gledajo ne samo, kako so oblečeni, pa kaj imajo, ampak tudi, ali imajo fake obleke, fake cune, ali imajo originale. Ja. In to je seveda pomembno za te naše tržnike, ker te
stvari potem prodajajo. Druga stvar, ki jaz delam, so borze. Na borzah, tako verjetno ste videli v filmih, veliko ljudi pa veliko računalnikov. Moramo povedati, da danes gleda to bolj takole, računalnike med sabo trgujejo, ljudje pa samo gledajo več ali manj, zelo malo trgovanja je z ljudmi, ampak en del se ga pa ohranja, ker ljudje v trgovanju na borzah velikokrat bolj delujejo kot računalniki. In kadar je to problem, potem skušamo ugotoviti, kako ti ljudje trgujejo, ker če so preveč agresivni, kot sta tale dva, potem se zna zgoditi, da denar izpuhti v zrak. In zato potem zmerimo, kakšne hormone imajo ljudje v sebi. Dva sta taka, ki zlasti vplivata na to, kako ravnamo z denarjem. En je kortizol, en je testosteron. Idealno bi vam tole ubrizgali, pa potem izmerili iz krvi, ampak mi delamo to tako, da pluvamo v take posodice, pa potem zmerimo, koliko je not v slini teh hormonov, ali pa zmerimo, kako vaši prsti deluje, ker to tudi odseva, koliko hormonov ste imeli oziroma še imate v telesu, ali pa celo zmerimo, kako izgleda obraz. To je tako kot, to pa že poznate, na Snapchatu. Mi imamo tak bolj fancy program, ki to naredi, pogleda malo več točk in zna povedati, kako se počutite in kako razmišljate. Evo, zdaj, ko smo že pri koncu, bi še en test naredili. Dajmo pogledati, kaj na tej fotki. Zna kdo povedati, kaj vidimo na tej fotki? Kar vklopite mikrofon, pa kar povejte. Evo, ljudi na vlaku. Ja, ljudje na vlaku. Če pa podrobno pogledamo, kakšni so ti ljudje tam na vlaku. Razrcaljenje. Ema in Žiga Grof pravita zrcalna slika. A je zrcalna slika ali ni? Dajte še malo pogledati tole. Ne, ni. Ni, ne? Zgleda, kot je skoraj zrcalna, ampak ni. Zdaj, če pogledate tele plakat, tukaj ga ni tule, ne? Ja, pa če noge pogledate, noge tudi niso prav. Noge tudi niso prav, točno tako. Tule, pa okna tudi ne, točno tako. Kaj pogledamo tlele, če ni zrcalna slika? Jaz gledam chat vmes. Ne gleda chata. Kaj pa zdaj? Ta je bolj jasna. Ne, tudi ne. Ni, ampak zdaj je bolj vidno, kaj jaz pogledam tudi na prejšnji sliki. Prejšnja slika je bila malo motna, nalašče je bila motna. Ja, podzemno, vse to drži. No, en udeleženec je napisal, ampak je napisal pravilno, ampak ni fora o tem, kaj je napisal, temveč koliko časa smo porabili za to, da smo prišli do odgovora. In odgovor je tukaj, da gledamo dvojčke. Ja, ne vem, če ste to videli. Na chatu je gospa Žgalin napisala, ampak gledamo dvojčke. In zelo veliko kapacitete smo porabili in tudi časa smo prišli do tega odgovora. Torej, to samo pokazal zato, ker so te operacije zrcaljenja, kaj gledamo, ena od najtežjih stvari, v bistvu cele možgane okupirajo. Tako da pridemo si gor do tega, da je to dejansko, da so dvojčke traja in traja in traja. Ok? Dobro. Tukaj kaj vidimo? Sam na hitro. Drevo. Ja, drevo, bravo. Pa en par tukaj spodaj. Ampak je videl kdo dojenčka, ki je? Evo ga dojenčka, Eva Zajec, dojenčka, tukaj je. Vidite? Ja. Tudi pri takih zadevah naši možgani nam ponudijo najboljšo rešitev možno. In tako da zato mi, ker pri denarju so stvari
zapletene, veliko krat pomembne, veliko krat zahtevajo take operacije, zato je pomembno, da mi pogledamo v možgane, kako naši možgani razmišljajo o denarju. Pri tem smo z velikim veseljem to počnemo in res velikrat, ko sem bom vesolje pokazal, naši možgani so tako veliki kot celo vesolje. In zato je možnosti za raziskovanje veliko, brez da postanemo astronauti in brez da zapustimo Zemljo. Že samo nas moramo sami pogledati. In jaz vam želim, da boste tako radovedni, kot so bili ti ljudje, ki so poslali tale rover na Mars, ker brez radovednosti bi bil svet precej dolgočasen. Tako, upam, da ste bili zadovoljni, da ste dobili malo pogleda v tole, kar mi delamo, kako to delamo in vam želim veliko radovednosti še naprej. Hvala. Hvala, Aljoša. Mi pa nadaljujemo naprej. In sicer s predstavitvijo Darje Aleksić, ki nam bo odgovorila na vprašanje Smo ekonomija ljudje. Darja, si z nami? Seveda. Evo, ti kar predam besedo, izvoli. Super, hvala. Moja naloga je, jaz sem bila prej drugačen naslov. Zame je po defaultu ekonomija so ljudje, ampak bom vas poskušala skozi predstavitev vam predstaviti svoj vidik, zakaj jaz mislim, da so ekonomija ljudje in mogoče ne tisto, kar nam vse prvo pade na pamet, ko slišimo besedo ekonomija. Pa kot vsak raziskovalec sem si tudi malo tega raziskovalno lotila, pa sem šla vprašati vse svoje prijatelje, ki nimajo veze z ekonomijo, kaj je tisto, kar oni, ko slišijo besedo ekonomija, najprej pomislijo. Potem so, seveda je bilo prvo, glede na to, da živimo v kapitalizmu, je bilo prvo denar, potem je bil dobiček, potem so bili stroški, pa bolj, ko sem vrtala, smo pa potem prišli do tega, da je to mogoče tudi kakšna rast, pa podjetništvo, pa brezposelnost. Ampak nihče od teh mojih prijateljev ni povedal, da je to dejansko, da so ekonomija ljudje. In sem pa, to je po svoje čisto logično. Tudi jaz, ko sem bila dolga leta nazaj, ko sem razmišljala, kam naj grem naprej in ko sem pomislila na ekonomijo, sem si mislila, tam me bojo naučili, kako bom imela polno denarnico. In seveda organizacije, oziroma lahko bi jim rekli tudi podjetja, imajo zelo pomemben vpliv na gospodarstvo in tudi posledično na sam profit. Moramo to gospodarstvo razumeti zelo široko, da to je od tega, da organizacije ustvarjajo nova delovna mesta in danes vidimo, koliko je to zdaj problem, ko se nam ogrožajo, kot rečemo, zaradi korone, bomo veliko enih težav z samim delovanjem podjetij in to vpliva na stopnjo brezposelnosti. Vemo, da vpliva tudi na to, da kot družba na splošno nismo več tako zelo zadovoljni, kot smo bili mogoče en mesec ali pa eno leto nazaj. Seveda pomeni ta profit ne samo dobiček, ampak pomeni tudi plačevanje davkov, pa pomeni ustvarjanje premoženja, pa razni drugi gospodarski učinki. Zelo pomembno je, da do profit moramo razumeti tudi kot same inovacije. Da to je tak, organizacije pomembno vplivajo na gospodarsko rast tudi skozi inovacije. In jaz sem to zagotovo slišala, vse te stvari, pokrili smo te vidike na fakulteti, ampak jaz sem v času celega študija delala in sem ugotovila, da organizacije tudi pomembno vplivajo na ljudi oziroma na različne deležnike. In ti deležniki so tudi zaposleni, pa so družine, pa so potrošniki, pa so dobavitelji, pa je družba, pa so vsi drugi posamezniki, na katere lahko tako ali drugače posredno ali pa neposredno neka organizacija ali podjetje vpliva. In tukaj sem se jaz našla v raziskovanju. Zdaj, zakaj? Kot sem že povedala, sem veliko delala v času študija in je bilo vedno tako, da na začetku, ko sem službo začela delati, sem bila blazno vesela, sem bila radovedna, sem prišla v službo, mi je bilo zabavno. Prve 3 mesece. Pa sem se naučila teh stvari, pa sem jih razumela, pa sem ugotovila, da se ista stvar počne samo na drugačen način z drugim podjetjem v drugem obdobju in pa me je to začelo blazno dolgočasiti. In se prav spomnim ene službe, ko sem vsako jutro, še preden sem šla v službo, razmišljala o tem, ko mi čakam, da mine 8 ur, da grem jaz nazaj domov, da namine teh mučnih 8 ur. In sem potem nekje prebrala statistiko, da povprečna oseba bo v življenju preživela na delu 90.000 ur. To se mi je zdelo grozen podatek, da 90.000 ur v svojem življenju bom preživela na delovnem mestu, ki me pa blazno dolgočasilo. In pa sem začela razmišljati in raziskovati in sem
pri branju ugotovila, da obstaja cela gora posebnih ekonomistov, ki se ukvarjajo s tem, kdaj posamezniki najbolj delajo v službi, kdaj so najbolj produktivni. In smo ugotovili, da zdaj že vemo, da so najboljši zaposleni tisti, ki so motivirani, pa ne z denarjem, ampak da jih ta stvar mora res zanimati. In pa, da se morajo v službi dobro počutiti. Ker če se ne bojo dobro počutili, bojo začeli komi čakali, da bo konec, pa bojo bolj gledali na uro, kot da bi razmišljali o problemu, ki ga imajo pred sabo. In tukaj sem jaz naletela na en zanimiv konstrukt ali pa pojav, ki se mu reče zanos, in to je ta občutek, ki poudarja užitek pri izvajanju aktivnosti. Torej, če se zdaj spomnite, če bi vas vprašala, kaj je tista najljubša stvar, ki jo vi na tem svetu počnete, je zagotovo to stvar, v kateri občutite ta zanos. Ta užitek, ko vam je čisto super, sam da neko stvar izvajate in nič drugega vam ni pomembno. In jaz sem pri svojem raziskovanju potem veliko časa namenjala in še namenjam temu, da ugotavljam, kako ta občutek, da imamo radi svoje delo, ker v odraslem življenju največ zanosa doživimo ravno pri delu, ker delo nam da in dovolj izziva in hkrati moramo razvijati svoje spretnosti, sposobnosti in znanja, in v tem ponavadi uživamo. In smo ugotovili, da to pomembno vpliva na ustvarjalnost, da tisti posamezniki, ki so pri delu, ki uživajo v svojem delu, so tudi bolj ustvarjalni, kar je za ekonomijo seveda zelo dobro oziroma za gospodarstvo. Hkrati pa sem ugotovila, da tisti, posamezniki, ki pa radi počnemo to, kar počnemo, to pogosto radi počnemo preveč pogosto. Torej, če si predstavljate, vi radi recimo igrate knjige, igrate igrice, berete knjige in v tem toliko uživate, pozabite, kako hitro vam čas mineva in lahko tega počnete preveč. In posledično je to lahko nevarno. Potem sem razmišljala tudi o tem, da ponavadi rečemo, da ljudje, ki dejansko delajo slabe stvari, ki so neetični, ki kradejo, ki lažejo, ki golfajo. Smo dolgo mislili, da so to tisti ljudje, ki pač so zlobni, slabi. Pa raziskave so pokazale, da ne, da tudi zelo dobri ljudje, ki pri svojem delu zelo uživajo, lahko počnejo tudi kakšno malo manj, da rečemo, etično sprejemljivo stvar. Zakaj? Ker so preveč osredotočeni samo na eno pikico, na tisti del, ki oni blazno v njemu uživajo in vse drugo malo zanemarijo. In zdaj v zadnji raziskavi smo s kolegico dokazali tudi, da pogledali, kako pa ta užitek pri delu vpliva na podjetnike, ki delajo v visokotehnološkem turbulentnem okolju. Torej okolju, kjer dejansko vsak dan skoraj da se spreminja neka tehnologija in jo morajo ti podjetniki integrirati v svoje delovanje. In so ugotovili, da tisti, ki pri svojem delu uživajo, bojo bolj inovativni, kar se bo posledično tudi odrazilo na višjem tržnem deležu njihovih podjetij in pa tudi donosnosti njihovih naložb, kar je seveda zelo dobro. Tako da lahko rečemo zagotovo, dobro je, če imamo ljudi, ki so dejansko uživajo pri delu, ker to lahko potem tudi pozitivno vpliva na tisto, kar nas prvo žogo v ekonomiji najbolj zanima, in to je profit. Hotel sem vam še povedati en drug vidik svojega raziskovanja, ki mi veliko časa beli glava, pa mi povejte, a ste to Nokia 3310 ali pa ta računalnik, prepričana sem, da ste o njih že kdaj slišali, ampak mi povejte, a ste jih kdaj uporabljali? A ste jih kdaj imeli v svojih rokah? Ja. Ja? Ja. Ste? In a bi rekli, da je to malo... Ste? A bi rekli, da je to malo drugačno, da rečemo, delovanje teh posameznih naprav, kot tistih današnjih. Tudi ne vem, zdaj, tisti verjetno, ki jih zdaj opiskujete srednje šole, so prepričana, da ponavadi, ko morate delati seminarsko nalogo, kaj naredite? Ko morate narediti seminarsko nalogo na določeno temo? Poiščemo po internetu gradiva. Tako, greste na Google, Google ve vse. Jaz nisem toliko stara, ampak ko sem jaz hodila v osnovno šolo, so ti računalniki še tako dragi, da smo imeli pol enkrat proti koncu osnovne šole, sem ga dobila, ampak sem do takrat, dokler nisem dobila tega čuda od računalnika, sem šla v knjižnico, vzela knjige in začela te knjige brati, potem sem pa to na roko napisala, na en tak list papirja in največji del, vi malo v Wordu zdaj spremenite barvo, nalepite sliko, no jaz sem pa pol ušila barvice in te barvice, pol, ko so bile, ko stane od barvic, pol
tako malo barvala lista, da je bilo to malo lepše urejeno. Tako da je bilo to cel tak drugačen postopek. Danes si sploh ne predstavljam, da bi stvari še počela na isti način. In potem jaz logično, ki sem imela te stvari, pa sem doživela ta svet, ko sem začela učiti, pa pridem prvo leto v razred, pa vidim, da so študenti, učim povprečju letno 1000 študentov, ugotavljam, da so čisto drugačni, kot sem bila jaz, ko sem bila študentka, da si postavljajo vprašanja, so bolj pogumni, da rečejo, to je brez veze, to mene ne zanima, sprašujejo, zakaj je to zame pomembno. In sem začela razmišljati, zakaj so ti posamezniki to drugačni. In je logično, da so drugačni, ker so odrasli v popolnoma drugačnem svetu, kot bojo mogoče ljudje, če rečem jaz, ali pa še ljudje, ki so starejši od mene. In ta digitalizacija je pomembno vplivala na vse nas, tudi na organizacije, tudi na način, kako generiramo dobiček, na način, kako delujemo in tudi na način, kako se vedemo. In potem sem zato v svoji raziskavi poskušala malo preučiti te digitalne domorodce, torej posameznike, ki so bili rojeni pred letom oziroma po letu 2000. In te posamezniki so zelo pomembni z vidika gospodarstva, ker bojo do leta 2025 bojo predstavljali 75% svetovne delovne sile. Torej, mi se moramo zdaj kot podjetja, ki imajo ponavadi malo starejše menedžerje, pa veliko ljudi, ki ne izhajajo iz te generacije, ker še se spomnijo knjižnic in vsega tega starega, in sem se začela spraševati, kakšne so njihova pričakovanja, kaj ti domorodci želijo in kako naj ustvarimo delovna mesta, zato da bojo oni zadovoljni pri delu. Zdaj pa zakaj me to zanima? To me ne zanima samo zato, ker sem radovedna, ampak me to kot nekoga, ki dela na ekonomski fakulteti, zanima zato, ker smo ugotovili, da posamezniki, torej milenici, pa digitalni domorodci, pa generacija Z, ki zdaj bo tudi počasi začela vstopati na trg delovne sile, njim, če služba ni všeč, preprosto dajo odpoved in si poiščejo drugo. Torej nekaj, če si vi vprašate recimo svoje babice, če so hoteli menjati službo, če niso jih odpustili, so bili skoraj do konca svojega življenja v isti službi. To je zelo pomembno. In moramo zato, zakaj pa je pomembno, oziroma zakaj je z vidika podjetja nevarno, če posamezniki niso motivirani za delo in če bojo ga pogosto zamenjali, zato ker to nastane, da mi enega človeka vpeljemo v delo, nas to stane ogromno in časa in denarja in zato, če on v času, ko bi nam že mogel vračati to znanje, da bi mogel prispevati v organizaciji z svojim znanjem, ki smo ga predali, če on takrat gre, imamo mi sam strošek, dobička pa iz tega naslova ne bomo imeli. Potem pa je še ena zelo pomembna stvar in to mi je pri mojem delu najbolj všeč in zato vedno trdim, da so ekonomija, pomembni vidik ekonomije so ljudje. Ko smo opazovali zdaj dogajanje v marcu, smo se s kolegom začela ukvarjati s tem, kako je zdaj pa ta ekonomija oziroma ta naša gospodarska kriza, ki bo še nastopila, je še druga debata, s tem se bomo ukvarjali še v prihajajočih mesecih in letih, ampak nas je zanimalo, imamo korono. Nekaj se je zdaj zgodilo v družbi in kako je to vplivalo na našo organizacijo, kako je to vplivalo na posameznike znotraj organizacije. In vsi smo kar čez noč začeli delati od doma. In delo od doma ni nova stvar, to poznamo že vsaj 30 let, ampak je se zgodilo to, da so pa marca vsi začeli množično delati od doma. Tisti, ki je lahko, je delal od doma. In seveda, kot vi zdaj, tisti, ki delate od doma ali pa tisti, ki študirate od doma ali pa opravljate, rečemo, šolske obveznosti od doma, ste si najprej verjetno, če vas eno leto nazaj vprašali, a bi vi hoteli od doma se šolati, bi si rekli, super, ne rabite se vstajati, iti v šolo, preklopite se, odklopite ste doma, ne rabite se preoblačati, super, Ampak zdaj smo pa mi v svoji raziskavi ugotovili, da delo od doma sicer je viša na kratki rok produktivnost zaposlenih, ker imajo možnost, da dejansko tudi delajo še kaj zraven, pa so bolj motivirani za to, da hitro opravljajo delo, da grejo lahko pa svoji družini nazaj. Ampak je velik problem tega, da zdaj pa že počasi čutimo ta občutek izoliranosti. Ljudje smo posebno socialna bitja in mi hočemo biti v stiku z zaposlenimi, svojimi sodelavci, hočemo videti sočloveka. In na dolgi rok je vprašanje, če bi mogli vsi skozi delati samo od doma in ne bi nikoli več šli fizično v podjetja, kaj bi se to zgodilo z nami? A bi bili izgoreli, kaj bi se zgodilo z našo produktivnostjo, a bi doživljali stres, a bi bili depresivni. In seveda, če bi bili depresivni pod stresom, izgoreli, potem organizaciji kot taki ne bi mogli dobro služiti. In zdaj, kar počnemo z kolegi, je, da nekako poskušamo, delamo raziskave, kjer poskušamo ugotoviti,
kaj bi bilo pa tisto idealno razmerje med delom od doma in delom v pisarni? Koliko je to? Je to 2 dni na teden? A je to takrat, kadar si zaposleni želi? A je to vsak dan? A je to... Skratka, vemo, da ekstremi ne funkcionirajo. Da zdaj, ko smo enkrat okusili vse te prednosti, ki nam jih delo od doma prinaša, ne moramo zdaj se kar vrniti nazaj pa reči, nikoli več ne bomo delali od doma, enkrat, ko se bo zdravstvena situacija v državi izboljšala. Ampak zdaj mi poskušamo ugotavljati, kaj je pa tisto idealno razmerje med delom od doma in delom v pisarni, da bomo zaposleni kar se da produktivni. In kar je pomembno, jaz kot nekdo, ki dela na ekonomski fakulteti, se z zadovoljstvom zaposlenih ne ukvarjam samo zaradi zaposlenih samih, ampak zato, ker poskušam, ker nekako vse raziskave kažejo, da tisti zaposleni, ki so zadovoljni, so pri delu tudi bolj produktivni. Zagotovo to, da je nekdo zadovoljen pri delu, ne pomeni absolutno, da bo on pri svojem delu izključno in samo produktiven. Tudi pridejo kakšni časi, ko to ni. Ampak če pogledamo iz te slike, vidimo, da je delež produktivnih bistveno večji v skupini zadovoljnih zaposlenih, kot v skupini nezadovoljnih zaposlenih. In zdaj, kaj je tisto, kar bomo delali še naprej v nadaljevanju svojih raziskav? Še vedno se bomo ukvarjali z vplivom digitalizacije na zaposlene, na organizacijo. Nekaj, kar nam zdaj buri domišljijo, oziroma nekaj, o čemer smo zelo radovedni, pa še malo vemo, kakšni bojo dejansko učinki na posameznika, na organizacijo, na družbo in posledično tudi na ekonomijo, kakšni bojo učinki te, kar rečemo v angleščini always on kulture. To pomeni, da smo v službi, pa delamo za službo, pa potem pridemo domov, pa imamo pametni telefon, kjer lahko pridemo do službenega maila, pa ga malo pogledamo, pa si rečemo, pa ne bomo do jutri počakali, pa ne bomo odgovorili, ampak v ozadju Aljoša je prej povedal, kako kompleksni so naši možgani, ne more kar pozabiti to, da smo videli tam en mail, pa nas to lahko razjezi, pa bi delali po noči, sploh v globalizaciji imamo, ko delamo s celim svetom, enkrat, ko gremo mi spat, se na drugem koncu sveta že počasi izbujajo, in to so dejansko zadeve, ki pomembno vplivajo na nas kot posameznike in to odpira nove etične dileme. Kaj naj zdaj, kako naj organizacije zaščitijo svoje zaposlene, da ne bojo skozi delali, da dejansko bojo delale do zdrave mere. Kaj je ta zdrava mera? In to je nekaj, s čimer se bomo zagotovo ukvarjali še dolgo časa. In kar je še ena pomembna stvar, ki smo jo zdaj se naučili, da organizacije poleg tega, da vplivajo na gospodarstvo, pa vplivajo na posameznike, vplivajo tudi na naravno okolje. In zdaj že vemo, kot je bilo povedano na začetku tega srečanja, zdaj vemo, da tega desne polovice sveta mi več nočemo. Mi več nočemo, smo toliko ozaveščeni, vsaj v razvitem delu sveta, da poskušamo strebeti k zelenemu okolju, da svojim dejanjem ne bi negativno vplivali, pustili nek negativen pečat na planet. In zato je velik izziv v ekonomiji, nekaj, če mu rečemo trajnostna uspešnost, nekaj, kar si želi čisto vsako podjetje, in sicer si želi, da deluje na način, da bo družbeno uspešno, kar pomeni, da bo imelo zadovoljne in srečne zaposlene, ki bojo lahko maksimalno prispevali k nekemu okolju ali pa v neki podjetju, organizaciji. Nujno je, da imamo podjetje, ki dejansko je tudi ekonomsko uspešno. Ne moramo dajati sam poudarek na zaposlene, pa zanemariti dobiček. Ne moramo dajati samo poudarek na okolje, pa zanemariti zaposlene in pa profita. Ker je to vse troje mora skupaj delati, zato da bi mi lahko bili trajnostno uspešni. Brez denarja ne moramo imeti srečnih zaposlenih, brez denarja ne moramo popravljati škode, ki smo jo naredili planetu. Tako da vse to troje mora skupaj delovati, zato da lahko mi govorimo o trajnostni uspešnosti, uspešnosti, ki bo dobra za vse. In zdaj ključni izziv, s katerim se mi osredotočamo, kako naj mi zdaj oblikujemo organizacije, kako naj oblikujemo poslovne procese, da bomo lahko trajnostno uspešni, da bomo lahko generirali in dobiček, in da bomo imeli srečne zaposlene, in da ne bomo onesnaževali okolja. In to je zagotovo en velik izziv. In zdaj bi lahko rekli, da to je lažje reči kot narediti, kar je zagotovo, ampak bi svojo predstavitev zaključila z enim pomembnim citatom, eno pomembno ugotovitvijo, da majhne spremembe štejejo. In sicer čisto matematično lahko izračunamo, da če to vsak dan izboljšamo samo za 1%, pomeni, da bomo v tej stvari čez 1 leto boljši za 37%. In kar jaz počnem, je, da poskušam mogoče ne vsak dan, ampak v veliko dnevih, veliko vsaj delovnih dni v enem letu, nekako narediti te majhne spremembe, ki bi potem lahko vodile v trajnostno uspešnost.
In tukaj bomo rabili še veliko pomoči različnih posameznikov, ki gledajo na svet popolnoma različno, in tukaj bomo rabili tudi strokovnjake ali pa posameznike, ki bojo te stvari res tako zanimale, da bojo lahko opazovali svet okrog sebe in poskušali iskati rešitve, da bomo lahko imeli čisto okolje, da bomo imeli profitabilna podjetja in zadovoljne zaposlene. To je ena taka cela umetnost in mislim, da tisti, ki bo izumil dejansko formulo, kako to narediti, bo dobil zagotovo Nobelovo nagrado. Tako da, če kdo še ne ve, iz katerega področja bi rad dobil Nobelovo nagrado, lahko začne se dejansko počasi usmerjati v to področje. Hvala za pozornost. S tem bi zaključila, bi pa lahko vsi govorili o tem dejansko svojih raziskavah, ker jih res živimo, ne bi lahko govorili ogromno časa, tako da če imate kakšno vprašanje, z veseljem nadam. Magda, mogoče kakšno vprašanje za Darjo? Lahko tudi v chat napišete, če vam ni glih za izpostavljati se. Ok, no sej bomo spremljali še chat sproti, tako da če Magdo lahko tudi še napiše. Zdaj bi se najprej zahvalil Darji pa Aljoši za predstavitvi, ki so bile res super. Jaz bi pa rad preveril, če ste vi kaj spremljali. Tako kot sem prej že omenil, kot je bilo obljubljeno, imamo en v bistvu zelo kratek kviz za vas, 4 vprašanja, ki se navezuje na te teme. In imamo tudi nagrade simpatične za vse udeležence, pardon, ne za vse, za 5 udeležencev, ki bojo pravilno odgovorili na vprašanje. Šli bomo pa na Kahoot. Jaz bom šeral svoj ekran. Prosil bi vas, da ko boste sodelovali, da vpišete svoj ime in priimek, tako da vas bomo pol našli, da bomo te nagrajence lahko identificirali. Jaz bom pa zdaj vam naštimal, da vidite, kjer PIN morate vpisati. Samo sekundo. Takole, evo. Vidite vsi ekran? Govorilo o Nokiji. Tale muska bi bila lahko za Nokija. Se pravi, greste na kahoot.it in vpišete, mogoče najboljše, da greste kar s telefonom, da boste lahko na računalniku spremljali v bistvu vsa tale vprašanja, ki jih jaz šeram na ekran. In vpišete tale PIN gor, saj verjetno že poznate, ste že uporabljali, ne vem, koliko ste vešči. Jaz bom pa zdaj dal minutko, da se vsi priključimo, pa bomo pa zaštartali z tem kratkim kvizom. Ne bo nič strašnega, tako da se kar priključite. Kakšna je nagrada, sprašujem? Ja, ne smem izdati, ampak dajmo reči, da je nekaj, kar te segreje, pa nekaj, kar te lahko tudi odžeja, pa kaj pa vem, hint, se splača. To bom sam rekel. Seveda je ta prava nagrada, da poglobite svoje znanje. Evo, 40 nas je že, še 20 sekund pustimo. Ok, mislim, da se nas je kar nekaj nabrali, a počakamo še 50, kdo bo 50? A bomo, evo 50. Zdaj pa zaštartamo, evo, če ste pripravljeni. Začnemo, se pravi, tisti, ki ne poznate Kahoot, na mojem ekranu se bo prikazalo vprašanje, vi boste imeli pa za izbirati glede na barvo na svojem ekranu, se boste mogli odločiti, kjer je pravilni odgovor. Tako da, kar zaštartamo, izvolite.
Hitro gre odgovori, vidim. Še 10 sekund imate za odgovoriti. Bravo. Vidim, da ste dobro spremljali. 34 vas je pravilno odgovorili. Gremo kar na naslednjega. Točke. Vidiš, če si najhitrejši, dobiš več točk. Še ta malenkost. Kateri izmed naštetih hormonov določa, kako agresivno bodo borzniki trgovali na borzi? Ja, profesor je sicer omenil še enega, ki ga tukaj ni, to je testosteron, ampak tukaj je pa pravilno odgovor kortizol, tako da 32 vas je prav odgovoril. Žiga, bravo. Še vedno drži prvo mesto. Super, gremo naprej. Še 2 vprašanja. Koliko ur povprečna oseba v življenju preživi na delu? Ja, da vidim, če ste si dobro zapomnili. Še 9 sekund. 48 vas je že odgovoril. Vse skupaj nas je bilo 51, ne? Evo. 45 ste prav za 90.000 ur. In še zadnje vprašanje, oziroma zdaj, da vidimo, Žiga še vedno drži prvo mesto, ampak Jera je zelo blizu in Manca, da vidimo, če lahko skočita na prvo mesto. Zadnje vprašanje. Trajnostna uspešnost daje poudarek okoljski uspešnosti, poudarek okoljski in ekonomski uspešnosti, enakovreden poudarek družbeni, okoljski in ekonomski uspešnosti. In spet, da je večina odgovorov že not. Bravo! To je to. Pa da vidimo, Žiga je ohranil svoj pole position, svoje prvo mesto. Čestitke tudi Manci in Jeri. Evo, odlično, hvala, da ste sodelovali. Nagrade vam bomo še na mail sporočili, kako in kaj z nagradami. Tako da spremljite mail. Mi bomo pa zdaj takole ugasnili. Darja, Aljoša, ste zadovoljna s hitrimi odzivi? Jaz sem bil presenečen, v 2 sekundah so že kar... Hitri pa popolne. To je bilo kar dobro, ja. Možgani delajo, dobro, ne? Glede na to, da je petek popoldne zelo dobro, ne? Vrhunsko. Evo, kot vidite, v bistvu je ekonomija mnogo več kot samo neke številke. Spoznali ste le 5 naših raziskovalcev preko videa in v živo in le 5 različnih področij ekonomije in podjetništva. V bistvu je ogromno, veliko je še neraziskanega, skritega in zaenkrat nerazumljivega. Upamo, da smo zadovoljili vašo radovednost in da smo vas zbudili tisto željo po raziskovanju. Hkrati smo vam približali teme, ki jih na ekonomski fakulteti poučujemo in jih raziskujemo. Če vas pa v študiju in vzdušju na ekonomski fakulteti zanima kaj več, si pa kar pogledajte našo spletno stran ali pa nas obiščite na Instagramu, Facebooku, povsod nas najdete, povsod tudi hitro odpišemo in smo na voljo za vaše vprašanja, tako da ste dobrodošli. Mi pa, dneva še ni konec, gremo raziskovati. Lepo vas pozdravljamo z ekonomske fakultete, to je za danes vse. Mi bomo tukaj še par minut, če ima kdo kakšno vprašanje, sicer pa hvala za udeležbo in v bistvu lep večer še naprej. Lep dan, še zaenkrat. In srečno. Ostanite zdravi. Srečno. Adijo. Hvala. Enako, adijo. Hvala. Čau. Lep vikend. Adijo. Adijo, lep vikend. Čau. No.
Pija, si z nami? Super je bilo. Bravo, bravo. Odlično. Lahko nehamo snemati mogoče? Ja, sekunda.